Lepo pozdravljeni na e-seminarju o zelenih delovnih mestih, ki smo ga pripravili v okviru projekta Spodbujamo zelena delovna mesta. Gre za projekt, ki ga izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, in je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom. V okviru projekta, ki je potekal od jeseni 2013, smo organizirali seminarje v vseh slovenskih regijah. Na njih smo z udeleženci raziskovali lokalne vire in potenciale za zelena delovna mesta, ki iz njih izhajajo. Govorili smo tudi o razvoju podpornega okolja in kdo lahko k njemu prispeva. Današnji e-seminar je namenjen predstavnikom vaše občine, ki se ukvarjajo s strateškimi in razvojnimi vprašanji. Od vodstva, kadrovnikov, odgovornih za razvoj, kot tudi za gospodarstvo, okolje, komuniciranje. Namen seminarja je najprej prikazati, zakaj je pomembno za občine, da se usmerijo v zeleno gospodarstvo, nato pa definirati, kaj zelena delovna mesta so. Kasneje bomo pogledali dobre prakse na različnih področjih ter predstavili proces iskanja virov in potencialov za zelena delovna mesta v vaši občini ter definiranja potrebnih pogojev za njihov razvoj. Preden se ustavimo na ravni občine, poglejmo na zelena delovna mesta iz nekoliko širše perspektive. Zelena delovna mesta so v Evropski uniji vroča politična tema. Prepoznana so kot ena nosilnih strategij za razvoj pametnega, trajnostnega in vključujočega evropskega gospodarstva do leta 2020. Evropa in z njo tudi Slovenija je namreč pred številnimi izzivi. Glede konkurenčnosti svojega gospodarstva, nezaposlenosti, predvsem med mladimi, uvozne odvisnosti pri preskrbi z energijo, stanja okolja in naravnih virov, zmanjševanja biotske raznovrstnosti. Kot dober gospodar išče razvojne strategije in mehanizme, s katerimi lahko sinergijsko in hkrati naslavlja več skupin izzivov: socialne, okoljske in gospodarske. Slovenija ima mnogo naravnih danosti, ki ponujajo izhod iz krize s spodbujanjem zelenega gospodarstva. Zeleno gospodarstvo je okolju prijaznejše in socialno vključujoče, konkurenčnost pa gradi na energetski in snovni učinkovitosti. Poleg tega smo kot članica Evropske unije zavezani k doseganju ambicioznih ciljev. Cilj na področju zaposlovanja je 75% zaposlenost do leta 2020. Obenem pa moramo doseči cilje na področju inovacij, izobraževanja, socialne vključenosti in podnebja ter energije. Med ključnimi sektorji, ki bodo po predvidevanjih v prihodnje ustvarjali nova delovna mesta v Evropski uniji in hkrati naslavljali tudi naštete izzive, je prav zeleno gospodarstvo. Ampak kaj sploh so zelena delovna mesta? Kaj se v Sloveniji že dogaja na to temo in kakšni so izkoriščeni in še neizkoriščeni potenciali? Čeprav obstaja že mnogo praks, ki podpirajo zeleno gospodarstvo, je prepoznavnost zelenih delovnih mest in razvojnih priložnosti, ki jih ta prinašajo, premajhna. In prav doprinesti k večji prepoznavnosti samega koncepta, kot tudi prepoznavanju razvojnih priložnosti, ki jih prenašajo v okviru zelenega gospodarstva, je namen projekta Spodbujamo zelena delovna mesta. Prepoznavanje koncepta zelenih delovnih mest je nenazadnje zelo pomembno tudi zato, ker bodo za njihovo spodbujanje v prihajajočih letih na voljo različne spodbude, številne tudi iz evropskih skladov, ki jih velja v občinah dobro izkoristiti. Za vzpostavitev podpornega okolja mora poskrbeti obsežen nabor akterjev. Med njimi so taki z neposrednim vplivom na zaposlovanje, kot so na primer zasebna in javna podjetja ali kmetije, in pa akterji, ki neposredno ne vzpostavljate zelenih delovnih mest oziroma jih vzpostavljate v manjšem obsegu, imate pa posreden vpliv na zaposlovanje v zelenem gospodarstvu. To so občine, ministrstva, javne agencije, izobraževalne in raziskovalne organizacije, zavodi za zaposlovanje, pa tudi mediji in nevladne organizacije. Največji potencial za spodbujanje zelenih delovnih mest občin je torej posreden. V javnem naročanju in drugih načinih porabe javnega denarja, v oblikovanje lokalnih predpisov, ki narekujejo delovanje drugih subjektov v lokalnem okolju. Zakaj pa je pomembno za občine, da se usmerijo v zeleno gospodarstvo? Naraščajoče cene energentov in surovin ter nezanesljivost oskrbe z njimi, čedalje ostrejša tekma za omejene naravne vire, globalne podnebne spremembe in naraščajoča brezposelnost silijo občine k temeljitemu premisleku v svoji razvojni viziji. Zaradi večplastnih
izzivov morajo občine iskati strategije in mehanizme, ki lahko sinergijsko in hkrati naslavljajo več izzivov, socialne, okoljske in gospodarske. Takšne rešitve so del zelenega gospodarstva in občinam omogočajo skladen razvoj lokalnega okolja, ki ob ohranjanju naravnih virov skrbi za delovna mesta in kakovost življenja lokalnih prebivalcev. Jasna trajnostna razvojna usmeritev občine lokalni skupnosti omogoča, da izkoristi svoje mnogotere razvojne potenciale in priložnosti. So človeški viri, obnovljivi viri energije in surovin, kmetijska zemljišča, naravna in kulturna dediščina. Celovita trajnostna razvojna strategija občine predstavlja jasen signal domačim deležnikom spodbujanja zelenih delovnih mest, prav tako pa tudi potencialnim tujim investitorjem, ki jih zanimajo naložbe v zeleno gospodarstvo v Sloveniji. Ob izčrpani in zadolženi državni blagajni bodo v Sloveniji v naslednjih letih sredstva iz evropskih skladov tako rekoč edina razpoložljiva razvojna sredstva. Zato morajo regije in občine svoje razvojne usmeritve naravnati po dokumentih, ki bodo podlaga za porabo sredstev nove finančne perspektive v Evropski uniji in katerih interes je za zmanjšanje perečega problema nezaposlenosti v največji meri izkoristiti lokalne potenciale. Z zmanjšanjem porabe energije in vode ali s prehodom na obnovljive vire energije se zmanjšajo tako stroški in odvisnost občin, kot tudi občutljivost na zunanje dejavnike, kot so nepredvidljive vremenske razmere, naravne nesreče, razpoložljivost energentov in ostalih virov. Obenem se spreminjajo tudi potrebe ljudi, ki se tudi sami soočajo z družbenimi in okoljskimi izzivi in zato iščejo nove rešitve, bolj okoljsko in družbeno odgovorne prakse v okolje, v katerem živijo, ki jim zagotavljajo bolj zdravo in kakovostno bivanje v lokalni skupnosti. V svetu omejenih virov in spremenljivega podnebja ter v času visoke stopnje brezposelnosti in energetske ter prehranske odvisnosti sta osredotočanje občin na sinergijske trajnostne razvojne priložnosti in usmeritev v zeleno gospodarstvo ključnega pomena za globalno in lokalno skupno dobro. Rezultat razvoja zelenega gospodarstva pa so zelena delovna mesta.